Danes bom obelodanila svojo tretjo knjigo z naslovom Metulj brez pomladi. Kako dolgo je nastajala ta knjiga, ne morem povedati, ker je vmes nastalo polno enih zapletov, ki so mi onemogočali čas izdaje. No, ampak z eno dobro voljo, s potrpljenjem in predvsem z eno trmasto vztrajnostjo sem knjigo končala. Danes bo javno med nami. Naslov nosi Metulj brez pomladi. To je prispodoba. Metulj je pravzaprav prispodoba mladega dekleta, polnega življenja, ki bi to dekle bi rado razpelo krila, poletelo svojim sanjam naproti, ampak pri tem ima ogromno ovir. Prva ovira je čas po vojni. Nikjer ni bilo ničesar, siromaštvo, pomanjkanje. Druga ovira, jih je bilo pa toliko, da jih bo bralec kar razbral iz knjige. Pomladi sem rekla pa zato, ker je to mladost. Pomlad pomeni mladost. No in ne vem, o čem bi še seznanila bralca, da ga ne bi preveč seznanila samo vsebino. Mladost je bila taka, kot je pač bila, kot je segala v tisti čas. Jaz mislim, da bralca vsebina ne bo razočarala. Naj jo sprejme z ljubeznijo in naj se vnese ne v današnji, ampak v tisti čas, v katerem je zgodba nastajala. Želim si, da bi bila bralcem vsebina prijetna. Model je tisti ptič, ki splete svoje gnezdo in celi dela tistih, ki z domačo, speljano besedo gojijo gradove za naš rod, gradijo gradove za naš rod in za naše zanamce. Dragi obiskovalci knjižnice Brežice, dragi člani literarne sekcije Beseda, ponosni smo lahko na vsakega, ki oblikuje domače gnezdo naše kulture. Ni vseeno, kako so spletene besede. Dobro sodelovanje med knjižnico in domačimi avtorji je podobno harmoniji med knjigo in polico, na kateri jo najlažje najdemo. Takšno povezovanje pomaga k boljši razpoznavnosti naše lokalne kulture. Domoznanstvo je srce knjižnice. Vsako novo delo v okviru domoznanske zbirke prinaša poseben utrip knjižnici in kraju. Med nami toplo pozdravljam avtorico Antico Marjanac. Po njeni prvi knjigi Ancit Presneti mulc in pesniški zbirki Kdo gre z nami je to že tretji gradnik našega domoznanstva s to ustvarjalko. Povezovalka nocojšnjega večera in urednica knjige je Ivana Vatovec. Lepo jo pozdravljam. V uvodni spremni besedi pravi, da je pisateljica v ta roman odkala toliko lepot, da je Metulj brez pomladi, kljub svoji obsežnosti, ena sama zibajoča pesem. V imenu knjižnice Brežice gospe Antici Marjanac ob izidu knjige iskreno čestitam. Čestitam tudi založniku. V njegovem imenu bo spregovoril gospod Rodivine. Kadar kateri od naših članov postane oče ali mati svojemu literarnemu otroku, smo tega veseli vsi. Danes imamo še posebej velik posok za veselje, se bomo v naslednjih minutah spremili na pot med vas, drage obiskovalke in cenjeni obiskovalci, roman Antice Marjanac Metulj brez pomladi. O tem avtorici boste izvedeli več iz pogovora, ki bo sledil. Sam bom, ker imam že besedo, bi rad še opozoril, da se na policah te knjižnice lahko izposodite še dve knjigi, ki sta še rodili v letošnjem letu. Prva med njimi je Super punca, katere avtor sem sam, druga med njimi je
Odprta ograja, avtorica Marinka Marija Mikidič, ki je pred kratkim tudi v Novem mestu imela podobno obiskovalce, kot je vas danes tukaj. Skupaj danes predstavljenim romanom bomo obogatili ta slovenski prostor z besedo in z, upam, tudi zadovoljstvom vas, bralcev. Upam, da boste po teh knjigah radi sedli in vam želim veliko užitka pa branja. Hvala lepa. Tam, kjer je prišla Antica na svet, ima nebo posebno modro barvo, cvetlice imajo posebno žive barve in okrog njenega doma so neskončne planote gozdov, pa tudi medved je vsakdanji obiskovalec. To je novi kot, ali kot mu tam pravijo, Binkelj. Antica, Binkelj te še vedno močno privlači. Poletje v njem so tvoji dopusti. In kolikor je meni znano, si tudi večino svojega romana napisala prav tam. Res, vedno bolj me vleče v Binkelj. Starejša, ko sem, bolj nekako lezem k svojim koreninam. Pravijo, da je to značilno za starost. Torej, jaz nisem nobena izjema. Na pomlad, ko se dodobra ogreje, me neznana, nepojmljiva želja žene v moj Binkelj. Vlečejo me rožnato zeleni hribčki, obširni gozdovi, tišina, kot bi jo rezal. To tišino moti samo veter nekje v vrhovih smrek in vztrajno petje modno utraj. Lep je moj Binkelj. In tam je res nastala skoraj vsa moja knjiga. Da pa jo imamo danes pred seboj, pa ni samo moja zasluga. Marsikomu se moram še zahvaliti. Antica, kaj bi pa rekla o tisti nezgodi, ki se ti je zgodila v tvojem Binklju, ko se ti je izgubilo nekje okrog 200 strani napisanega? Ja, to je bila katastrofa. Katastrofa. Če bi bila jaz takrat v Brežicah med civiliziranimi ljudmi, ne pa v Binklju med medvedi, se verjetno kaj takega ne bi zgodilo. Bila je že trda tema, zaprla sem vrata, okna, da sem bila varna pred zunanjim svetom, se usidrala v svojo posteljo, dala računalnik na kolena, še prej sem si prinesla telefon tam k nogam, ker sem še pričakovala, da me bo kdo klical, in se predala delu. Naenkrat me iz tistih misli, iz tiste koncentracije strgal zvonec oziroma telefon. Trsnila sem in ne vedoč pravzaprav kaj delam, sem se globoko sklonila tja k telefonu, ki je bil na koncu mize, na koncu postelje, in svojim oprsjem pritisnila čez vso tipkovnico.
ko sem se zravnala, da bom poslušala, kdo me želi, zagledam na ekranu čisto belino. Panika, ki me je zagrabila, je bila tako velika, da se je začela pritiskati kar na vse tipke po vrsti. Bila sem tako temeljita, da nihče več ni mogel najti tistega, kar je bilo napisano. In potem ni bilo dolgo nič, samo obup. Tudi tistega računalnika nisem več marala, ker mi je doskrat že prej nagajal, jaz pa računalnik stavila pa dva svetova. Kar se tehnične stvari tiče, še danes nisva prijatelja. Ampak vztrajnost je vztrajnost. Nekako sem zbrala sredstva, kupila novi računalnik, pogledala tisto, koliko je ostalo in ni bilo za nobeno rabo. Ker je bilo še tisto razsejano, nisem tudi vedela, kaj sem že napisala in ni kazalo nič drugega, kot da lepo začnem od začetka. No in verjetno je bilo to za nekaj prav. Bog ve, kaj je bilo na tistih 200 straneh napisanega. Kdo ve, tudi sama sem veliko razmišljala o tem. Verjetno me je tista izguba streznila, da nisem tako letela pod oblaki, ampak da sem krepko premislila, kaj delam. Velika šola. Učiteljski poklic je bil takrat, Marina, Antica, nekaj posebnega, ne? Velikega. Učitelj ni bil samo nekdo, ki je pisal po tabli in vpisoval ocene v redovalnico. Daleč od tega. Učitelj je pa res bil takrat spoštovana osebnost, posebno na vas. Ko sem prišla v vas, poslana sem bila z dekretom, me je najprej zagledala čistilka, ki je že vsa leta nazaj skrbela za šolo. Šla mi je odprit, najprej me je vprašala, vi ste sigurno nova učiteljica, ne? Sem rekla, ja. In potem mi je s fotoma, ko je odpirala vrata, rekla, veste, ste pri zadnjič na sestanku izvoljeni v to organizacijo za predsednika, v ono organizacijo to. Ja, kaj vse ni naštela, vse, kar je bilo od organizacij v vasi, vsem sem bila predsednik. Poleg tega, da sem morala učiti dopoldne, popoldne, sem bila vodja mlečne kuhinje, sem bila pek, sem bila bolničarka, organizacija krvodajalskih akcij, ker sem morala na list pod številko 1 podpisati, drugače se ni nihče naprej podpisoval in bi vse propadlo. Bila sem izurjenka za pisanje prošenj, frizerka, bolničarka, ne vem, kaj naj vse naštejem, vse, kar je bilo potrebno, vse je bil učitelj, za vse je bil učitelj. Največkrat sem pisala prošnje za elektrifikacijo vasi. Vas je bila namreč brez elektrike, brez vode, do vasi je peljala od glavne ceste ena kolovozna pot, oddaljena
3,5 kilometre. 3/4 poti je šel skozi gozd. Morala sem hoditi na konference, na sestanke v Kočevje, to je bilo 17 kilometrov daleč. Avtobus, ki je vozil delavce v službo, je šel nekaj pred 5. uro zjutraj, to se pravi, jaz sem morala pred 4 vstati, da sem pravočasno prišla čez tista polja in gozdove do glavne ceste. In če sem zamudila avtobus tam po 2. uri, o 2:30, sem šla lahko na naslednji avtobus, šele tisti, ki se je vračal po 10. uri zvečer. Zdaj pa si zamisliti, dež, sneg, jesen, jaz pa v cvetu mladosti prišla iz internata, 9 let so le v internatu, med polno dekleti, med polno mladosti, kar naenkrat sem postavljena življenje. Kakšno vzvišenost neki. Bila sem katica za vse in presneto dobro sem se morala ukoreniti z vsemi poganjki v tisto zemljo in med ljudi, da sem lahko obstala. Ko sem prišla v vas, sem bila nemalo razočarana. Mama me je spremljala in samo sva stvari razložili, že je morala nazaj, da je prišla, da je lovila avtobus. Mama je šla solznih oči nazaj. Zakaj? Šola je bila na koncu vasi, osamljena. Kuhinja, kjer sem imela dnevno sobo, tisti čas, ki sem ga imela prosto, kar sem imela prosto, se ga je bilo zelo malo, če sem poučevala dopoldne in popoldan, bila ravnatelj in učitelj, pa še pek zraven in vodja mlečne kuhinje. Malo je tega časa, vendar kolikor ga je bilo, ko sem delala priprave, ko sem popravljala zvezke, to je bila kuhinja in edini pogled skozi okno je bilo pokopališče. Šola je bila stara 120 let, učencev je bilo 15, razdeljeni so bili v 8 razredov. Zdaj si pa predstavljate kombinacijo tega pouka. Dopoldne 4 razredi, popoldne 4 razredi. To se je imenoval kombinirani pouk. Zaradi enega učenca sem se morala pripraviti tako, kot da jih imam pred sabo 36, ker ko sem potem prišla v normalno poučevanje na drugi šoli, v čisto drugem kraju, je bil normativ v šoli 36 učencev. No, dela je bilo nepopisno veliko.
potrebno več te nič vprašati, ampak ti je treba dati domačo nalogo, nadaljevanje sledi. Tako je, če bo volja, ne volja, volja bo, ampak če bo zdravja. V teh letih načrtovati nekaj dolgoročnega je zelo težko. Leta prinašajo svoje, ampak nekje se človek včasih kar zgubi, odstrani, odmisli tiste bolečine, ali mu je trenutno malo boljše, pa postane spet mlad, pa spet v srcu mlad, pa hoče dalje. No, Morda bo. Jaz mislim, da Turk Elana si danes dobila, da to ni izgovora. To pa res. Prijatelji, hvala. Andica, tvojemu metulju želim, da bi se med bralci dobro počutil. Vam, dragi obiskovalci in drage obiskovalke, pa hvala lepa, da ste si vzeli čas za našo pisateljico Andico in da boste pomagali razvezati njenemu metulju krila, da bo lahko lepše poletel.